moja izkušnja, ne, da začneš malo pod vprašaj dajati ta svoj jaz. A ne, kaj je to jaz? Ker govorila sva o svobodni volji, govorila sva o odgovornosti, vse to se meni zdi pomembno, pa to opazovanje sebe, stvari, ki se dogaja, in sodbe, to je dobro in slabo, ne? Vse to, raziskovanje tega te pripelje do tega jaza. Kdo je jaz, pa kaj to je? Pa a to sploh obstaja v taki obliki, kot sem celo življenje mislil, da obstaja, ne? In to sem hotel malo napeljati na to tematiko, o tem jazu. Ne? Jaz mislim, da s tem se tudi ukvarjamo, kolega, ki je specialist za ta občutek sebstva v Sloveniji, ne, Borut Škodlar. Ampak jaz je zelo podobno kot tiste teme, ki so jih začela z njimi, svobodna volja, ne, ta občutek agence. Ne. Jaz imam občutek agence in imam občutek jaza, ki je zelo distinkten, ampak na nek način je pa tudi iluzija. Ne. Ker ta občutek mi daje vedeti, da obstaja neka specialna stvar v vesolju, Urban Kordež, ne, ki je ločena od vsega ostalega, kar nič od tega ni res. Ne. A vidiš tukaj povezavo med svobodno voljo? Seveda. Ja. Se pravi, da je to čisto podobno. Ta stvar, ki greva zdaj, ne, je še bolj za ljudi, še več upora vidim tukaj. Jaz mislim, da je to jaz je iluzija. Kakor jaz vidim doživljajsko, ne, je to skoraj ena in ista stvar. Ker jaz mora en od pogojev te iluzije ali pa tega občutka, iluzije, jaz ne bi temu rekel iluzija. Ne? Iluzija je to postane, ko ga zgubiš in vidiš, da nisi nič bistvenega zgubil. Ne? In pa reč, to je bila iluzija. Ne? Ali pa mogoče tako, se opravičujem, ker te skozi prekinjam. Iluzija, ta čarovniška iluzija je zelo zanimiva, ne? Ker ti v bistvu, dostakrat se ljudje, recimo prereže čarovnik na odru žensko na pol, mi to gledamo. In pol mi zdaj govoriva, to je iluzija. Pa nekdo, ki gleda, reče, pa kaj vidva meni govorita, če so žensko glih kar dal na pol. Videl sem to. Ampak veš, gremo mi to analizirati. In ti moraš iti gor na oder, moraš iti zraven, moraš poblizu pogledati, da je v bistvu to bil trik. To ne pomeni, da ni prej zgledal tako, ne? No, ampak veš, kje je razlika med to metaforo, pa to primerjavo, pa jazom, občutkom sebstva ali pa svobodne volje, ne? Razlika je v tem, da tukaj pri čarovniškem triku ti lahko zavzameš pogled od nikoder, ali pa božji pogled, iz božjega. Ne? Torej, nek bog pa vidi, on je pa ni v resnici razrezal. Ja, okay. Jaz tega ne vidim kot publika, ampak nekdo drug, a veš, obstaja čarovnik, recimo. Obstaja možnost objektivnosti. Ne? In tisto, kar so se prej v znanosti govorili, en del znanosti ima to možnost, ne? Da gledajo na stvari, da so tam, ne, nekje, in jaz sam jih bom pogledal, kako so. Ampak to ni z vsemi stvarmi na svetu tako. Ne? In z svobodno voljo ali pa sebstvom, kot občutkom, ne rečem kot logično, prej sem govoril, da sem logičen, kot logično sebstvo, self, to je druga sebstvo, ne vem, ampak svobodna volja nima nobenega smisla. Ta koncept je čist brez smisla v resnici, ne, če ga res razmisliš. Ne. Ampak kot občutek pa obstaja. Ne. In tukaj pa ni nobenega, ki bi od zunaj lahko pogledal pa rekel, v resnici ga ni. Ne. V resnici nimaš svobodne volje. Kot moj občutek ta obstaja, dokler obstaja. V enem trenutku, ko pa jaz se zlijem s tokom vsega, pa zgine. Ne? In če ti rečeš za nazaj, že nikoli nisem imel svobodne volje, to ni čisto res. Imel sem občutek svobodne volje, ki je resničen občutek. Ki obstaja in to, da jaz logično ugotovim, da je to nesmisel, to temu občutku nič ne naredi. Ok, logično je ena plat, da ugotoviš, ampak kar jaz govorim, da obstaja izkušnja, ki je evidentirana v celotni zgodovini tega, da jaz zgine. Tako, se ti pravim, da ko pa prideš v en flow, ko meditiraš, pa prideš, pa to ti empirično vidiš, da tega jaza ni. Tako. Ampak trditi takrat, da prej ni bilo jaza, ali pa da prej ni bilo svobodne volje, to se meni zdi nesmiselno. Ne? To ni tako kot pri čarovniku. Veš, kaj pri čarovniku, če si imel enega, ki je bil za odrom, je pa skozi to videl. Ne? Tukaj pa ni nobenega za odrom. Ok.
Tukaj je oder, je vse, kar je. To je sicer res. Ja. Jaz sem istočasno vse te stvari v gledališču. Ti nimaš le možnosti iti v stran, pa gledati od zunaj, je to objektivno, ker se govorimo o človekovi subjektivnosti. In po definiciji ni a veš, zato jaz ne maram reči, ampak neuroni so pa delovali. To nima nobene zveze s tvojim občutkom. To je res, te interpretacije. Tako da, zato je to razlika med čarovnikom. Ti tukaj, jaz trenutno imam občutek, da obstaja sebstvo, da obstaja jaz, Urban Kordež, in da ta jaz ima svobodno voljo. Vidiš, in to je ful povezano skupaj, ne? Te dve iluzije. To je čisti link, ja. Vem pa, imam pa že izkušnje meditacijske, ker je to full hecen nonsens, ker se spomnim nazaj, da sem to imel v tisti izkušnji, da mi je to hecno takrat, ker pa vidim, da je vse nek tok enih stvari. Tako da in se ti zdi to osvobojoče za človeško psiho, ali se ti zdi to problem? Ker pri enih, ko se pogovarjam, vidim, da to postane psihološko problem, da anksioznost vznikne. Jaz nimam v bistvu kontrole nad nobeno svojo mislijo, nad nobeno svojo akcijo, kdo pa sem jaz pol, ne? In potem je anksioznost, ne? Ker se v bistvu ta ego začne vklepati, ne ve, česa bi se vklepil. To, da sem videl obe plati, popolno osvoboditev. Bojim se, da te druge je več. Anksioznost. Tega, a veš, ti imaš prav te odtegnitve, kako se že reče? Odtegnitveni sindrom. Ne odtegnitve, kako se že reče temu? Dissociation disorder. Znam prevesti. A veš, kjer ljudje se gledajo in čutijo, da nimajo nobene agence, ne? In to za njih je najhujša travma možna. Ne? Ja. V bistvu ena stvar je, kjer ti osebnosti več nimaš, ena stvar pa derealizacija. Derealizacija, depersonalizacija. A to mogoče? Oboje. In to so, kot slišim, poročila grozne stvari. Slišiš pa tudi poročila meditatorjev, ki pa so natančno isto opisali situacijo, pa je bil to za njih najbolj peak moment, najbolj čudovit trenutek. Drugačna barva je bila na isti izkušnji. Ja, kaj je razlika? To se meni zdi ful pomembno vprašanje. Kaj je ključ? Ja. Kaj je razlika? In razlika, jaz mislim, da je v tem, da se ne držiš za neki. Da, a veš, v enem primeru ti čutiš, da je človek, ali pa jaz, recimo, to je moja izkušnja, da si nekaj spustil. V drugem pa si sam ugotovil, da nekaj manjka, ampak nisi pa spustil nekega cilja po samo realizaciji ali pa samo po tem, da bi se imel fajn, po dobrobiti. In zdaj je to res groza, ne? Ko ti ugotoviš, da si skozi celo življenje si delal za svojo dobrobit, zdaj pa vidiš, da sebe ni, to je katastrofa. To je nekaj, kako bom zdaj dosegel svojo dobrobit? Ne rečem, da jo še nisem dosegel, ampak če pa tega bistvenega elementa, torej sebe ni pri svoji dobrobiti, je pa disaster. Ne? Po mojem ni popolnoma odšel ta sebe. Zato, ker jaz sem imel mogoče oba spektra izkušnje, ne? Derealizacijo oziroma to depersonalizacijo, ker je bil moj ego potenciran. Se pravi, bal se je te izkušnje, na nek način je bil najbolj v sebi noter. Dokler je nek strah, verjetno je še sebstvo. Tudi če rečeš, zdaj pa ni več sebstva, ampak to mi je grozno, nekomu je to grozno. Pa imaš pa drugo izkušnjo, kjer pa osebnosti ni, ker v bistvu piha čez tebe, jaz vedno rečem, da piha veter dobesedno čez tebe, ker te ni. Takrat ni strahu, misli o tem, a je to dobro, a je to slabo. Ja, tako. To ni, v bistvu, to nisva dobro rekla, to ni nasprotje umga, ne? Zato, ker to ni pa zdaj nek happy moment. Happy moment, en srečen trenutek, to zgleda pol, ko si že ven iz tega. Takrat sem bil pa srečen. Tako zdaj, ker recimo za nazaj. Ampak kar je značilno za ta trenutek, ni to, da si bil srečen, ampak trenutek, da sreča pa trpljenje nista več imela nobenega pomena. Zato, ker ni bilo sebstva. Tako, odvezen si bil od tega pola, dobrega, slabega, pekla, nebes. To je bilo nepomembno. Ne? In to je zares svoboda pol, ne? Ker veš, da te nobena stvar ne more spraviti več nikamor. Ne?